To bi morali vprašati šerifa in odvetnika. Z veseljem bi, ampak mora se najprej pojaviti. Šerif iz Indiane in njegova žena, ki je kandidatka, da ga zamenja kot glavna policistka okrožja Clinton, se oba soočata z resnimi obtožbami goljufije. Trenutno sta obtožena dveh večjih shem, s katerima naj bi se domnevno obogatila na račun okrožja. Te domnevne sheme naj bi vključevale preusmerjanje sredstev iz zaporniške prodajalne v njune lastne žepe in domnevno ponarejanje invalidnosti več kot desetletje, pri čemer naj bi iz pokojninskega sklada državne policije prejela več $100,000. In povem vam, po navedbah oblasti so prav objave na družbenih omrežjih tiste, ki bi lahko pomenile pogubo za ta par. Razčlenjujemo ostro 13-stransko izjavo pod prisego, ki je bila vložena na sodišču v Indiani. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. V redu, zelo na hitro preden nadaljujemo, vam moram povedati, za to aplikacijo, za katero mislim, da vam bo zelo všeč, imenuje se Upside. Upside vam omogoča vračilo denarja, dodatno vračilo denarja pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila, hrana za seboj. Torej, tukaj je kaj naredite. Prenesete aplikacijo Upside brezplačno, izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100,000 lokacij, plačate kot običajno svojo kartico, potrdite nakup in tako preprosto dobite denar nazaj. Recimo, da moram natočiti gorivo ali pa si želim naročiti hrano za seboj. Najprej bom poiskal ponudbe v aplikaciji Upside. In ko opravim nakup, se denar pojavi v moji aplikaciji, ki ga lahko prenesem neposredno na svoj bančni račun. Mimogrede, redni uporabniki Upside v povprečju dobijo nazaj $154 na leto. Da začnete prejemati denar nazaj, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo, vendar ne pozabite uporabiti promocijske kode Sidebar, saj boste tako prejeli dodatnih 25 centov bonusa za vsako galono pri prvem točenju goriva. Upam, da boste preizkusili. Zdaj sem v uvodu povedal kar veliko. Naj samo povem, preden sploh začnem, da so to obtožbe. Oseba je nedolžna, dokler ni dokazana krivda. Kasneje v oddaji bom povabil odvetnika, ki bo razložil to zadevo, moč teh obtožb, moč tega primera in na kaj moramo biti pozorni. Ampak tukaj je bistvo. Če pogledate Facebook strani Richa in Ashley Kelly, se zdi, kot da živita kot v sanjah. Zdi se, da sta močno vključena v svojo skupnost. Imela sta službi, kjer sta lahko delovala kot policista. Par naj bi imel 8 otrok, 4 naj bi še vedno živeli doma. In trenutno Rich opravlja funkcijo šerifa okrožja Clinton v Indiani. Je upokojeni policist državne policije. Za šerifa je kandidiral brez protikandidata. Njegov mandat se je začel leta 2019. Leta 2022 je bil ponovno izvoljen. Richov mandat se bo končal konec leta 2026, vendar je napovedal, da bo kandidiral za okrožnega komisarja, medtem ko bo njegova žena Ashley kandidirala za šerifinjo namesto njega. Dejansko je Ashley v svoji najavi kandidature, ki je bila objavljena na Facebooku, zapisala, citiram: "Moj mož in trenutni šerif ne bo več del šerifovega urada, vendar bo še naprej pomemben partner in vir podpore, ko se bo podal na nove in vznemirljive poti zunaj organov pregona." Tako obiščeš njuna Facebook profila, kjer najdeš vse od družinskih novic do fotografij s posebnimi dogodki in objav o prihajajočih volitvah. Oba imata tudi Facebook strani posvečeni njunim političnim kampanjam. Ampak prav te strani na družbenih omrežjih naj bi preiskovalcem po poročanju zagotovile domnevne dokaze, zaradi katerih so jo obtožili hujših kaznivih dejanj. Ponovno, nedolžna sta, dokler se ne dokaže njuna krivda, ampak to moram razložiti, prav? Izkazalo se je, da so te obtožbe le zadnje v nizu preiskav, v katere sta vpletena Ashley in Rich. Podrobneje bomo obravnavali točne obtožbe proti njima, vendar trenutno po sodnih zapisih Ashley Kelly grozita 2 točki goljufije, 1 točka kraje in 1 točka uradne zlorabe položaja javne uslužbenke. Richard Kelly je obtožen 2 točk pomoči, napeljevanja ali povzročitve goljufije, 1 točke pomoči, napeljevanja ali povzročitve kraje ter uradne zlorabe položaja javnega uslužbenca. Torej, po poročanju medija WIBC po zakonodaji Indiane, in tega morda niste vedeli, lahko šerif še naprej opravlja svojo funkcijo, tudi če je pod preiskavo, celo če je obtožen. Če pa so obsojeni, to sproži takojšnjo odstranitev s položaja. Trenutne obtožbe proti šerifu Kellyju so očitno povzročile nekaj nejevolje pri okrajnih komisarjih. Zakaj to pravim? Ker je bil 7. aprila glavni namestnik Sean Mayfield poslan na sestanek komisije v imenu šerifa. In to je bila poteza, ki jo je predsednik komisije Jordan Brewer po poročanju označil kot, citiram, strahopetnost. Poglejte.
Zato smo pred nekaj tedni poslali pismo z zahtevo po informacijah, a smo bili pri prejemanju teh informacij v bistvu popolnoma blokirani. Kdaj bomo torej prejeli video posnetke, ki smo jih zahtevali? To je odvisno od šerifa in odvetnika. Ampak sem tu malo zmeden, saj so to vendar javni zapisi. Zato bi morali vprašati šerifa in odvetnika. Z veseljem bi jih vprašal, ampak mora se najprej pojaviti. Upam, da bo naslednjič tukaj, upam, da bo naslednjič prišel sem. Mislim, ko se skrivaš, je težko postavljati vprašanja. In žal mi je zate, ker moraš priti sem in se s tem ukvarjati. Ampak v resnici je to njegova odgovornost. Vendar se odloči, da ne bo storil ničesar. Upam, da bo na naslednjem srečanju tukaj in bo lahko odgovoril na vsa vaša vprašanja. No, glede tega imam svoje dvome. Tako da mislim, veš, imel si predsednika mestnega sveta, ki je izrazil svoje frustracije in mislim, da je bila uporabljena terminologija, da je bil besen. In mislim, da so na koncu vsi tukaj preprosto frustrirani, ker se to dogaja že, 2 meseca? Mislim, da je bilo to sred februarja, ko je to prvič prišlo ven. Zdaj se bližamo sredini aprila. Ni mogoče, da bi tako dolgo čakali na odgovor na zahteve, ki smo jih podali. Še posebej, ker niso povezane z nekakšno kriminalistično preiskavo državne policije. Torej, mislim, da me samo zanima, kaj zadržuje postopek. To želim vedeti. Mislim, da to vsi želijo vedeti. Pravkar sem ti povedal, kaj zadržuje postopek, samo čakamo na to kriminalistično preiskavo in to je to. Ampak mislim, Da je temu tako. Mislim, da razumem, kaj vse skrbi. V redu, ampak dokler to ne bo rešeno, bomo počakali in potem zaključili. To bo za zdaj moj odgovor. Kar nadaljuj. Ste bili v stiku z državno policijo? ne, nisem bil. In vi naj bi bili odgovorni za preiskavo našega nadzornika. Kriminalisti opravljajo delo. Torej, veš, predvidevam, da bi moral biti ti glavni človek, Prav? ko začnejo postavljati vprašanja. Ja. Ampak v 2 mesecih nisem imel nobenega stika z njimi. Ne, zdaj imajo oni primer, ko nas pokličejo, bomo takrat ukrepali. Samo kot vprašanje, ali je razumem vprašanje, ali lahko, zakaj bi jih poklical in jih vprašal. Mislim, ali ni tako? Verjetno bi lahko. Tako da zaenkrat jim bom pustil, da dokončajo delo, pa bomo vse uredili. Ampak če še niso začeli ničesar, še niso niti začeli z delom, očitno te še niso niti kontaktirali. Moje vprašanje je, zakaj jih ne bi poklical in preveril, kje smo trenutno. Trenutno je tako, ker samo prelagamo stvari naprej. Na to se vse skupaj svodi, ne? Razumem, kaj hočeš povedati, ampak trenutno bo pač tako. Torej ti nadzoruješ, zato nam boš sporočil takoj, ko boš kaj slišal. Sporočil vam bom, ja, v redu. Nimam ničesar drugega. V redu, no, upam, da bom imel več prihodnjič. In če šerifa ne bo tukaj, vas bom še obvestil in upam, da bomo imel bom več informacij. Zdaj jih imam. Nočemo vas spravljati pod pritisk. Razumem. 48 ur kasneje bi bili oba Kellyja obtožena goljufije. Detektiv narednik s skoraj 30-letnimi izkušnjami pri državni policiji Indiane je 9. aprila vložil zapriseženo izjavo o utemeljenem sumu. Torej gre za prisežno izjavo, ki pravi, da obstaja utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali več kaznivih dejanj. In nam omogoča vpogled v konkretne obtožbe v tem primeru, prav? Tukaj je, kaj ne bi se po navedbah v prisežni izjavi domnevalo glede časovnice, ki so jo preiskovalci sestavljali. Ashley Kelly je postala državna policistka decembra 2007. Po poročilih se je poškodovala pri delu in je od oktobra 2015 v statusu popolne invalidnosti pri državni policiji Indiane, kar bomo še podrobneje raziskali, te domnevne poškodbe ključni dejavnik. Leta 2018, ko je Rich prvič postal šerif, je želel Ashley imenovati na 2 funkciji v šerifovem uradu. Torej naj bi bila zaporniška matrona in upravnica zaporniške prodajalne. Po navedbah v zapriseženi izjavi o utemeljenem sumu, citiram, morajo zaposleni v državni policiji Indiane pridobiti odobritev kadrovske službe ISP in pravne službe ISP s končnim dovoljenjem nadzornika. Preden se zaposleni lotijo zunanjega ali izven službenega dela, NDE. Ta zahteva je urejena standardnim operativnim postopkom.
Nadaljuje, da sta delovni mesti paznice v zaporu in upravitelja zaporniške prodajalne, citiram, ločeni in različni vlogi, ki ju po zakonu ni mogoče opravljati hkrati. Vsako delovno mesto bi zahtevalo lastno odobritev NDE. Ponovno, zaposlitev zunaj oddelka. Čeprav je bila Ashley Kelly na bolniški odsotnosti zaradi invalidnosti, je ostala zaposlena pri državni policiji Indiane in je bila zato še vedno podvržena zahtevam NDE. Poleg tega so bile zaradi njenega statusa invalidnosti potrebne dodatne določbe, preden bi lahko bila kakršnakoli zaposlitev odobrena. 30. oktobra 2018 je mož Ashley Kelly, izvoljeni šerif Richard Kelly, poslal elektronsko sporočilo kadrovski službi državne policije Indiane, v katerem je opisal predlagane pogoje zaposlitve za Ashley Kelly kot paznico v zaporu. To je zakonsko določena vloga, ki zahteva imenovanje in nadzor strani šerifa. Zakonik Zvezne države Indiana določa, da šerif določi pogoje za to delovno mesto in ima popolno pristojnost za zaposlitev na tem položaju. Zdaj ima dokument očitno posnetek zaslona tega e-poštnega sporočila in po besedah preiskovalca, citiram, je navedel, da položaj ne bo vključeval uniforme, ne bo neposrednega fizičnega stika, ne bo pasu z opremo, ne posebnih nalog ali uradnih pooblastil in bo v glavnem obsegal administrativne naloge, kot so obračun plač, proračun in nadzor civilnega administrativnega osebja. Toda preiskovalci so očitno odkrili veliko dokazov, za katere trdijo, da kažejo, da je Ashley pogosto presegala opis delovnega mesta. In kot sem omenil, to ni prvič, da sta bila Rich in Kelly pod vprašanjem strani ISP, torej Državne policije Zvezne države Indiana, saj sta po poročanju Fox 59 nekaj mesecev preden je bil Rich zaprisežen kot šerif, on in njegova žena očitno ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo. Družbo z omejeno odgovornostjo z imenom Leone LLC. Preiskava Državnega računovodskega odbora Zvezne države Indiana je ugotovila, da je Ashley imela v lasti 51% podjetja, Rich je imel v lasti preostalih 49%. In po poročanju naj bi odbor ugotovil, da je ta družba z omejeno odgovornostjo prejela več kot $200,000 neopravičenih plačil iz zaporniške prodajalne. Domnevno ni bilo nobenega pisnega dogovora, ki bi dovoljeval ta plačila. Prav tako naj lastništvo družbe z omejeno odgovornostjo strani družine Kelly nikoli ne bi bilo razkrito okrožju. Torej lahko vidite, če so te obtožbe resnične, zakaj je to problem. Zdaj, na tej točki po preiskavi državne patrulje so se plačila iz kantine prenehala nakazovati družbi z omejeno odgovornostjo in naj bi namesto tega šla neposredno Ashley. Toda to bi zahtevalo novo NDE, vendar očitno nobena ni bila nikoli vložena. Kot del preiskave glede težav s kantino sta bila Rich in Ashley po poročanju medijskega portala WISH-TV iz Indiane obtožena 3 točk neprimernega ravnanja in 1 točke navzkrižja interesov javnega uslužbenca. Izrekla sta se za nedolžna, še naprej sta delala za šerifovo pisarno, Wish TV pa poroča, da je Rich obtožbe označil za, citiram, politično farso. Ker je bilo sojenje še vedno v teku, je septembra lani po poročanju Fox 59 sodnik očitno izdal sodbo po skrajšanem postopku v civilni tožbi proti Kellyma, kar pomeni, da sta izgubila. Paru je bilo odrejeno, da mora državi vrniti nekaj manj kot $330,000. Približno $100,000 od tega naj bi izhajalo iz stroškov revizije, s katero so odkrili domnevno goljufijo v kantini. In kljub obtožbam proti njima in pravnim težavam naj bi oba še naprej živela svoje življenje, pogosto objavljala na svojih osebnih straneh na družbenih omrežjih in še naprej sodelovala na lokalnih volitvah. Toda, medtem ko so preiskovali težave z Leone LLC, so preiskovalci začeli odkrivati obtožbe o drugačni vrsti goljufije. Tako je bilo več trditev, da je Ashley ponarejala svojo invalidnost in državo ogoljufala za več $100,000, pri čemer naj bi ji pomagal njen mož. Tako so po izjavi o utemeljenem sumu preiskovalci zaslišali občane in uradnike okrožja Clinton. Citiram, več jih je izjavilo, da verjamejo, da Ashley Kelly vlaga lažen invalidski zahtevek proti državni policiji Indiane. Mnogi od teh prič v kazenski zadevi so nam povedali, da gospodična Kelly poškodbo lažira in so nam posredovali fotografije z njene Facebook strani ter drugih medijev, ki prikazujejo, kako izvaja dejavnosti, ki jih oseba z onemogočajočo poškodbo vratu verjetno ne bi mogla izvajati. Takrat nam ni uspelo najti prič, ki bi bile pripravljene pričati proti Kelly glede svojih opažanj. Potem pa sta januarja letos očitno 2 namestnika stopila v stik z ISP in prijavila, da Ashley ni invalidna ter da goljufa. Torej, po navedbah preiskovalcev je leta 2014 prijavila poškodbo pri delu. Očitno je zdrsnila na ledu pred svojim patrujnim avtomobilom in si poškodovala vrat ter usta. Na delo se je vrnila malo več kot teden dni kasneje, vendar je kasneje izjavila, da ji poškodba vratu onemogoča opravljanje dela in da ji teža zaščitnega balističnega jopiča še dodatno poslabšuje simptome.
In kot del njene prijave za invalidnost je po izjavi kiropraktik Ashley domnevno predložil poročilo, v katerem je navedel, da se Ashley sooča z, citiram, občasno, a nestabilno vrtoglavico ter da pogosto doživlja omotico. Težav je, da ne more delati ali voziti brez pomoči in ji je svetoval, naj se ne vrača na delo. In oktobra 2015 naj bi šla na polno invalidsko upokojitev ter prejemala izplačila iz pokojninskega sklada državne policije. To je obtožba. Med majem 2021 in marcem 2026 naj bi Ashley prejela izplačila v skupni vrednosti več kot $200,000. Tudi to je zapisano v izjavi pod prisego. Ashley je imela v teh letih nadaljne preglede in čeprav so se zdravniki strinjali, da ne more opravljati nalog državne policistke na terenu, je bila še vedno zaposljiva. Pravzaprav je neodvisni zdravniški pregled leta 2021 očitno ugotovil naslednje. Med ocenjevanjem je Kelly navedla naslednje omejitve. Ne vozi zaradi vrtoglavice, slabosti in občutka pritiska, ki ga občuti za očmi. Nadalje je povedala, da lahko igranje z njenimi otroki, preobremenitev, nakupovanje, sesanje in metanje žoge z otroki sprožijo njeno bolečino. Prav tako pa tudi vse druge dejavnosti, ki vključujejo njen vrat ali desno ramo. Med njenim fizičnim pregledom je bilo ugotovljeno, da ima Kelly polno moč v zgornjih in spodnjih okončinah ter normalen občutek v vseh 4 okončinah. Ima popoln obseg gibanja vratne hrbtenice, vendar poroča o bolečinah. Ima tipne mišične krče v vratnem predelu. Bilo je težko opraviti celoten pregled, saj se pritožuje nad izjemno bolečino že ob rahlem dotiku vratne hrbtenice. Pregled Ashleynih medicinskih zapisov naj bi pokazal, da je Ashley prejela injekcijo, ki je za nekaj tednov popolnoma olajšala bolečine, vendar se iz neznanega razloga očitno odločila, da s to terapijo ne bo nadaljevala. Potem pa pridemo do leta 2025. Drug neodvisni zdravnik je opravil pregled in poročal, da mu je Ashley predložila magnetno resonanco, ki je pokazala nekaj degeneracije v njeni vratni hrbtenici. To je del hrbtenice v vratu. Vendar je po mnenju tega zdravnika šlo verjetno le za običajno degeneracijo zaradi staranja, ne zaradi zdrsa in padca. Vendar je na podlagi tega, kar je Ashley poročala o svoji bolečini, zdravnik ugotovil, da je še vedno nezmožna za delo kot državna policistka. In kljub temu, da naj bi bila Ashley na invalidnost uvrščena v 5. razred, torej očitno v najbolj omejevalno kategorijo za zahtevke zaradi invalidnosti, domnevno so jo na fotografijah na družbenih omrežjih večkrat videli, kako počne stvari, za katere je prej rekla ali vsaj nakazovala, da jih ne more početi. Na primer, fotografije Ashleya z nosilko za dojenčka na hrbtu. Po specifikacijah nosilke ta tehta 2,1 kg. Če temu dodamo še težo dojenčka ali malčka, je imela na hrbtu precejšnjo težo, ki bi zagotovo pritiskala na njen vrat in ramena, vsaj po mnenju preiskovalcev. In po mnenju preiskovalcev je balistični jopič, ki so ga nosili državni policisti in za katerega je Ashleya rekla, da ga ne more nositi, tehtal med 1,1 in 1,5 kg. Očitno so našli tudi fotografije, na katerih Ashleya nosi svoje otroke v naročju, čeprav je več let trdila, da tega ne more storiti. V izjavi pod prisego je navedeno, da dodatne fotografije prikazujejo Kelly, kako se ukvarja s fizičnimi rekreativnimi dejavnostmi, vključno s jahanjem, parasailingom, hojo v povorkah z malčkom na ramenih in igranjem golfa. Več šerifovih namestnikov je tudi poročalo, da so osebno videli Ashleyo, kako vstopa in izstopa iz avtomobilov brez pomoči ter vozi na dolge razdalje. Prav tako naj bi na Facebooku objavila sliko, na kateri menja veliko pnevmatiko ob cesti, ko je bila njena družina na počitnicah. In obstajajo trditve, da je Ashleya opravljala več kot samo administrativno delo za šerifov urad v zaporu. Sodni dokumenti navajajo, da je Ashleya Kelly pod pretvezo svoje zaposlitve kot matrona v zaporu CCSO sodelovala pri številnih dejavnostih organov pregona. Te dejavnosti je opazilo več priseženih policistov iz CCSO. Podali so dosledne in potrjene izjave, da je Kelly sodelovala pri nadzoru in kazenskih preiskavah, pomagala pri tajnih protidrogovskih operacijah, ravnala z dokaznim denarjem in ga štela, vodila preiskovalne evidence in fotografirala, izvajala nadzor nad namestniki ter sodelovala pri fizično zahtevnih nalogah, vključno z dejavnostmi povezanimi z iskanjem. Priče so dodatno opazile, da je Kelly opravljala naloge v zaporu vključno z interakcijo z zaporniki brez vidnih fizičnih omejitev. Po besedah detektiva pod krinko ga je neposredno nadzorovala Ashley Kelly. In dejansko trdi, da je Ashley nadzorovala 4 od 5 operacij pod krinko, pri katerih je sodeloval na šerifovem uradu okrožja Clinton. Po poročanju naj bi celo splezala na drevo, da bi po navedbah v zapriseženi izjavi fotografirala preprodajo drog. Poleg tega, videoposnetek z dne 16. septembra 2022 prikazuje Ashley Kelly, kako intenzivno vadi zgornji del telesa v telovadnici šerifovega urada okrožja Clinton. Na posnetku jo opazimo, kako izvaja vajo, znano kot ruski zasuk, s 14-funtno medicinsko žogo, pa tudi upogibe za bicepse, potiske za tricepse in potiske s prsi.
Te aktivnosti niso v skladu z izjavo, ki jo je dala zdravnikom, kjer je trdila, da zaradi poškodbe pri opravljanju službene dolžnosti ne more izvajati takšnih vaj. Zdaj zaprisežena izjava o utemeljenem sumu vključuje posnetke zaslona, na katerih naj bi Ashley izvajala te vaje v telovadnici oddelka. Državni policijski detektiv je zaključil naslednje. Tudi če je bila prvotna Ashley Kellyjeva prijava poškodbe iz leta 2014 upravičena, dokazi prepričljivo kažejo, da je še naprej prejemala nadomestilo za invalidnost, čeprav je zavestno napačno predstavljala svoje fizično stanje. Kombinacija pričanja organov pregona iz prve roke, video in fotografskih dokazov, dokumentiranih neskladij v njenih zdravstvenih zahtevkih ter njene aktivne udeležbe v fizično zahtevnih in z organi pregona povezanih dejavnostih vzpostavlja jasen vzorec zavajanja. Najmanj pa je to vedenje pokazalo, da je bila Ashley Kelly sposobna opravljati naloge, ki so daleč presegale omejitve, ki jih je sama navajala. Kljub temu pa je še naprej prejemala invalidninske izplačila na podlagi teh lažnih navedb, ne glede na upravičenost začetne poškodbe, saj je nadaljnje prejemanje nadomestil pod lažnimi pretvezami dovolj za utemeljitev kazenskih obtožb zaradi goljufije. In nalogi za njuno aretacijo, ki so bili izdani, in Rich ter Ashley so bili prejšnji teden pridržani strani šerifovega urada okrožja Marin. Sodna evidenca kaže, da sta bila oba izpuščena proti denarni varščini v višini $1000 vsak. In po poročanju WESH TV so komisarji okrožja Clinton izdali izjavo, v kateri so pozvali oba Kellyja k takojšnjemu odstopu. Citiram: "Že leta so te težave zahtevale veliko časa, pozornosti in davkoplačevalskih sredstev za reševanje. Te nove obtožbe jasno kažejo, da je bilo javno zaupanje porušeno. Zato bi morala šerif Kelly in matrona Kelly za dobro šerifovega urada in prebivalcev okrožja Clinton takoj odstopiti." In doslej se Kellyjeva javno nista odzvala na te obtožbe. Sojenje zaradi prejšnjih obtožb goljufije je bilo razpisano za maj letos. Ni jasno, ali se bo ta datum zdaj spremenil, ampak o tem želim govoriti. V redu, rad bi povabil nekdanjega kazenskega tožilca Dana Shora, ki je izdal roman o obtožbah o neprimernem ravnanju. Imenuje se The Open Bar. Vsem priporočam, da si ga ogledate. Dan, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Mislim, da ste se na to specializirali. V preteklosti ste vodili preiskave goljufij. Ko razmišljate o teh dveh različnih sklopih obtožb, kaj ne? Kakšne so vaše prve misli o tem, kako trden je primer glede na to, kar ste videli? In ali obstaja tudi kakšen manevrski prostor? Ali so ti primeri preprosti ali pa se lahko zapletejo? No, ena stvar je, da je goljufija z invalidskimi nadomestili zelo pogosta. Veliko ljudi vloži pritožbe, ko pride do poškodbe, nato pa prejemajo nadomestila od svojega dela ali delodajalca. In bilo je veliko primerov, ko so ljudje na to ujeli pri zelo intenzivni športni aktivnosti ali kot v tem primeru, ko je preoblačila, jadralno padalstvo in podobne stvari. Tako da to ni nenavadna obtožba. Mislim, da je dela bolj edinstveno in hudo, predvsem to, kako dolgo je to trajalo. Ampak je zanimivo, ker sem pred več kot 25 leti začel svojo kariero kot tožilec, smo imeli preiskovalce, ki so sledili ljudem in poskušali odkriti takšne goljufije. In zdaj v tem primeru in tudi v drugih, ljudje to preprosto objavijo na družbenih omrežjih, objavljajo slike sebe, kako se ukvarjajo z napornimi dejavnostmi ali menjajo oblačila ali kaj podobnega. Toliko ljudi je zdaj ujetih samo zaradi svojih lastnih objav na spletu. Ali obstaja kakšen manevrski prostor, kjer bi lahko rekel: poslušajte, veste, določenih delovnih nalog, ki so mi dodeljene, ne morem opravljati. V redu, nosim svoje otroke, nimam izbire, moram nositi svoje otroke, telovaditi, moram opravljati rehabilitacijo, moram delati in moram okrepiti svoje telo. Ali so to tiste situacije, kjer postane nekoliko zapleteno? Kar je ženska rekla, da ne more narediti, ni v skladu s tem, kar so jo videli početi. Mislim, res je rekla, da ne more voziti prsen vozila. Videli so jo in poročali, da je prevozila 100 milj v enem izletu in zamenjala pneumatiko. Torej ne gre samo za to, da ne moremo opravljati svojega dela, ampak bi lahko počela druge stvari. Ampak stvari, ki jih je domnevno počela, neposredno nasprotujejo temu, kar je rekla, da ne more narediti. Zdaj je morda manevrski prostor v tem, da rečeš: no, moja situacija se je skozi leta izboljšala, ker govorimo o desetletju od časa, ko je bilo to prijavljeno, do časa, ko naj bi se domnevno ukvarjala s tem neprimernim vedenjem. Torej lahko rečeš: v redu, postal sem boljši, bil sem sposoben narediti več stvari. Ampak ni dvoma, da je po navedbah o pritožbi točno to, kar je rekla, da ni sposobna narediti in zakaj je potrebovala invalidnino. Potem več let počela stvari, ki niso bile v skladu s tem. Obtožbe povezane s plačili prek trgovine govorijo o plačilih prek družbe z omejeno odgovornostjo ali o domnevnih neposrednih plačilih Ashley. Ali so to tista, kjer obstaja papirnata sled in jih je lažje dokazati? Ja, ker če ni razkritja, da si lastnik in imaš finančno korist od nečesa, kar bi predstavljalo konflikt interesov,
Če bi to držalo, obstajajo različne politike, postopki in morda zakoni, ki bi bili tam kršeni. Mislim, eno je, da ne razkriješ morebitnega konflikta interesov, drugo pa je, da imaš lahko finančno korist od svojega dela, ko delaš za državni organ. To so resne kršitve. In spet, to sem videl pri preiskavah goljufij, ki sem jih opravljal, kjer imajo ljudje družbe z omejeno odgovornostjo, ne razkrijejo, poskušajo biti nejasni glede tega, kdo so lastniki, ko prejemajo koristi od tega. Ampak zagotovo, če prek svojega dela v vladi usmerjajo denar k družbi z omejeno odgovornostjo, v kateri ima ona kakršenkoli finančni interes, ne da bi to razkrili, je to resna kršitev. Torej, veste, Kaj pa bi lahko bil morebiten razlog ali obramba za to? In poglejte, nedolžni so, dokler jim ni dokazana krivda. Imajo pravico do obrambe. Kaj bi lahko bil nedolžna ali neškodljiva razlaga za karkoli od tega? no, lahko bi rekli, da niste vedeli, da morate to razkriti, da ste bili odprti glede imena družbe z omejeno odgovornostjo. In morda bi lahko rekli, da imajo družbe z omejeno odgovornostjo običajno javne evidence, kjer lahko, če jih preverite, vidite, kdo so lastniki. Torej, bi lahko nekdo rekel, da sem povedal, katera je bila družba z omejeno odgovornostjo in da je bilo javno znano, kdo je lastnik. Morda tega sami niso razkrili. Mislim, da bi lahko to rekli, vendar je zagotovo pravilno, če na tak način pridobivate finančno korist, da razkrijete, jaz sem lastnik tega podjetja, ki prejema ta denar prek kantine. In tukaj tega niso storili. In mislim tudi, da če gre za goljufijo glede invalidnosti skozi leta, to spodkopava verodostojnost nekoga, ki trdi, da je bila ta druga morebitna goljufija nedolžna. Ker obstaja možnost, da gre za vzorec zavajajočega vedenja skozi leta. In to spodkopava verodostojnost osebe. Torej, ko pogledamo sodne zapise, se zdi, da sta Rich in Ashley Kelly obtožena kot soobtoženca. Če to drži, kakšno je vaše mnenje o tem? Ker če sta poročena, kako to vpliva na primer? Pomislite na izraze, kot je zakonski privilegij, če to kakorkoli igra vlogo v tem primeru, če se eden od njiju odloči pričati. Ampak tudi me zanima, veste, soobtoženci v tem primeru. Prav, poglejte, če sta oba vedela za to in sta vedela za to trajajočo prevaro, ter sta oba delala za državo, potem bi zagotovo morala biti soobtoženca, če so te obtožbe resnične. Kar zadeva zakonsko privilegijo, je največja ta, da vaših pogovorov z zakoncem nihče ne more prisiliti, da bi o njih govoril na sodišču. Torej, jih ne bi mogli pozvati na sodišče in reči, povejte nam, kaj vam je povedal vaš zakonec. Ampak stvar je v tem, da sta tako ali tako kazenska obtoženca. Torej, imata pravico molčati. Tako da mislim, da zakonska privilegija tukaj ni tako pomembna. Če pa bi šlo za civilno zadevo, jo zagotovo ne bi mogli prisiliti, da govorite o tem, kar ima povedal zakonec. Ampak včasih, veste, je odvisno od stanja njunega zakona. Včasih sem videl primere, kjer se z enim zakoncem sklene dogovor in potem ta pričuje proti drugemu zakoncu. Očitno se zakon v tistem trenutku verjetno že razpada, ampak to je nekaj, kar sem videl v primerih, ki sem jih spremljal. In kolikor vem, še vedno niso šli na sojenje niti glede prvotnih obtožb. Zdaj pa imate še ta nov očitek v zvezi z domnevno prevaro glede invalidnine. Kako se vse to povezuje, vse te različne obtožbe? Mislim, da se med seboj krepijo posamezni deli primera, ker v takšnih primerih goljufije pogosto želite pokazati vzorec zavajanja, vzorec nepoštenosti. In če lahko pokažete, kot sem že prej rekel, na enem delu, naprimer pri invalidnini, da je bil nekdo zavajajoč in nepošten, ter je kradel denar iz svojih invalidninskih izplačil, to kaže, da morda oseba ni verodostojna glede svojega pojasnila za druge dele, kot so plačila v kantini in njihovo družbo z omejeno odgovornostjo. Zato mislim, da bolj kot se pojavljate pred istim sodnikom ali isto poroto in slišijo več obtožb po zavajanju, manj verjetno vam bodo zaupali. In začeli ste intervju z vprašanjem, kaj je nedolžna razlaga. Težje je podati nedolžno razlago, ko obstaja več kot ena vrsta neprimernega vedenja. Ker v redu, morda je bilo to nedolžno, ampak ali je tudi to nedolžno? In veste, težko je reči, da je mogoče toliko stvari nedolžno razložiti, vendar so nedolžni, dokler jim ni dokazana krivda. Torej, morda jim bo to uspelo. Prej sem omenil, da se v času tega snemanja zdi, da še niso odstopili. Ali je to nenavadno? Mislim, da to ni nenavadno, ker je to pogosto del pogajanj pri dogovoru o priznanju krivde. Če dobiš dogovor o priznanju krivde, je ena od dogovorjenih stvari, da boš odstopil svoje službe. Torej je to nekaj, kar je zanje pogajalski adut. Zato mislim, da bi bilo odstopiti pred dogovorom o priznanju krivde velika napaka, ker je to pogosto nekaj, kar lahko ponudiš. V redu, sprejmem to znižano kazen in odstopim. In to je nekaj, kar si oni želijo. Če odstopaš, potem tožilstvo to dobi, da bi se morala pogajati.
Ko ste slišali domnevna dejstva, ki so jih v tem primeru predstavile oblasti, kam bi to uvrstili v svoji karieri? Mislim, kakšna? Ali bi rekli, da je to odstopanje od tega, kar sem že videl, ali je to v skladu s tem, kar sem že videl? In ponovno, to so obtožbe, ampak vseeno, res me zanima, vedno razmišljamo poroti, ali bo včasih težko sprejeti to, kar je tukaj predstavljeno. Predstavljaj si ljudi na položaj zaupanja, ki naj bi to storili. Kje se te obtožbe po tvojem mnenju uvrščajo, glede na to, kar si že videl? No, kot preiskovalec prevar že mnogo let me nič od tega ne šokira. Mislim pa, da bi bil povprečen porotnik, ki ni bil izpostavljen vsem tem stvarem, bolj šokiran. Zgrožen sem nad takšnim početjem, če je res. Vendar sem v svoji karieri tega videl že zelo veliko. Ker ljudje vlagajo zahtevke za invalidnost in na to prejemajo nadomestila, medtem ko so sposobni opravljati veliko drugih fizičnih dejavnosti. Da denar preusmerjajo prek družbe z omejeno odgovornostjo, kjer ni povsem jasno, kdo je lastnik, in s tem pridobivajo finančne koristi. To so vrste stvari, ki se pogosto dogajajo v državni upravi. In zato potrebujete urade generalnega inšpektorja in podobne institucije, ki preiskujejo in nadzorujejo. In primeri, kot je ta, so pomembni ne le zato, da se te ljudi morebiti privede pred roko pravice, ampak tudi kot odvračilni ukrep za druge, ki morda vlagajo zahtevke za invalidnost, čeprav niso upravičeni. In si rečejo, mogoče tega ne bi smel storiti. Ravno sem videl ta primer v novicah. Videl sem to na Law and Crime, kjer so govorili o nekom, ki so ga ujeli. Torej, mogoče bi mogel biti bolj previden. Mislim, da to res deluje kot odvračilo. V redu. Pri tej zadevi je veliko stvari, o katerih je treba razmisliti. Dan seveda, vedno mi je v veselje, da te vidim. Hvala, da si vzel čas. Jesse, hvala, da si me povabil, super je bilo govoriti s tabo. In to je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebaru vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi Peacock platformi. Če želite slediti meni na omrežju X, Instagramu in v moji oddaji na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.